Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je še vedno prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Moja današnja gostja je en tak pravi multipraktik, tudi tako so jo mediji že večkrat poimenovali. Zdaj, ko sem probala strniti vse te njene dejavnosti, talente, sem se kar namučila, ker je vedno prišlo še nekaj novega. Tako da najbolj, da kar vprašamo tebe, Rebeka, če se lahko tikava, seveda. Nujno, seveda že. Kako bi se predstavila? Kaj so tisti? Ne, sem to me ne vprašati, ker to mi je najhujše, ki mi človek reče, kako bi se predstavila. Sem Rebeka Dremelj. To je dovolj. Jaz mislim, da je čisto sama sem pomislila, da je dovolj, če rečem, da je z mano Rebeka Dremelj. Lepo pozdravljena. Žive, hvala. Zdaj za začetek, jaz vsakega gosta prosim, da prinese 3 osebne predmete, pa bi tudi tebe prosila, no, če kar začneva, kaj si mi prinesla. Ne, veš kaj, jaz sem dobila navodila, se ne vem zdaj, verjetno sem dobila prava navodila, da moram prinesti nekaj, kar je meni pomembno. Ampak jaz v teh svojih 25-letni karieri sem imela toliko enih pomembnih stvari, ki so mi pomembne, zdaj, če govorimo karierno, drugače bi mogla pač otroke sabo pripeljati. Pa moža, verjetno. Otroke prvo, poj šele moža. Ampak dejstvo, da vse trije. Tako da sem zdaj v bistvu se malo sredotočila na te zadnje moje dni, zadnje trenutke. Tako da, evo, prinesla sem tole. Ja, to je v bistvu predstava Jamska ženska. A to je scenarij? To je scenarij predstave Jamska ženska. Dejstvo, to tako je. To so alineje, ne? In ta listek nosim zdaj sabo že večkrat mesec pa pol, ne? Ne nosim več scenarijev sabo, ne? Zato, ker tisto že znam, ampak to imam pa oporne točke. Tako da, evo. Zelo prvinsko, kot naslov predstave. Tako da to je to, na roke napisano. Potem naslednja stvar je, zdaj, ker prihaja božični čas, evo, to je ena knjigica, Božiček obstaja, ki smo jo izdali 3 leta nazaj. Direkt pred korono. Napisal je Aleksandr Zupančič, jaz sem bila pa idejni vodja, idejna zasnova je moja. Govori pa, pravljica pa namenjena vsem tistim otrokom, ki so trenutno v enem takem obdobju, da se spopadajo z vprašanjem, ali Božiček obstaja, ali Božiček ne obstaja, oziroma kako je zdaj s tem. In je v bistvu razloženo res na takšen način, da otroka ne pustiš ravnodušnega, da ga ne razočaraš. In to je nekaj, kar sem jaz v bistvu želela dati ven za moje hčerke. Da se ne rabim tudi sama ne spopadati z temi odgovori, ampak da samo preberem pravljico. Tako da res je ena taka čudovita pravljica, ki jo pač predlagam staršem, sploh, ki so v teh letih otroci. Drugače pa to v bistvu ena taka pravljica, ki bi jo po mojem mnenju lahko tudi vsak starš prebral, ker ti pove dejansko, kaj je v življenju res pomembno. In to vedno znova pozabljamo, ne? Sploh v tej hektiki, v kateri mi živimo. Tako da to. Prinesla sem sabo nepremagljivo kuhinjo. To je pa tudi en projekt, pri katerem sem jaz sodelovala, pa ljudje pač niti ne vejo. Jaz sem pač solastnica blagovne znamke nepremagljiva.si, to je spletni portal. In znotraj tega spletnega portala za ženske smo izdale skupaj za Almo Rekićevo kuharsko knjigo, ker sem si jaz od nekdaj želela, da bi obstajala kuharska knjiga, kjer bi bile take posebne jedi, razložene na kmečki način, da ga razume vsak, da ga razumemo tudi mi, ki nismo zdaj vrhunske kuharce, ampak pač kar vsak dan kuhamo neko kosilo, ampak da ne rabimo imeti limonske trave, da ne rabimo, ker jih v brezcih pač ne moram dobiti, da ne rabimo imeti, ne vem, kakšne tarjaki omake, ker tudi vprašanje, če jo v brezcah lahko kupam, ampak da imamo razloženo, da če ni tega, imaš lahko to, če ni tega, imaš lahko to. In tako je pač ta kuharska knjiga potem za Almo Rekićevo nastala, nepremagljiva kuhinja. Evo, jaz sem vse recepte že skuhala, ki so v tej kuharski knjigi, ker smo jih preizkušali, predno smo izdali. Tako da, evo, to so 3 stvari, ki recimo v zadnjem času, zdaj na ta trenutek, so meni recimo pomembne, no. Zdaj, prej so te tukaj spraševali, če imaš kaj treme pred nastopanjem, pa si rekla, že 25 let sem na sceni. Kako hitro je minilo teh 25 let in mogoče, kako se je spreminjal tvoj odnos do medijev, do javnega nastopanja v vseh teh letih?
Veš, kak je? Jaz sem že v bistvu v osnovni šoli kazala neke te želje po nastopanju. Jaz sem celo osnovno šolo tudi bila v nekem dramskem krožku, pa skozi nekaj igrala, neke predstave, pa tako. Tako je se mi zdi, da sem se z odrom in s to tremo spopadala že dejansko res pri svojih rosnih mladih letih. In potem, ko sem začela se resno ukvarjati z show biznisom, to je bilo leta 2001. 2001. Moj bog, ker na glas povem, še bolj grozno zveni. No, takrat sem potem jaz se spopadala tudi s temi, s tremo in s to neko energijo, ki je prisotna, ko greš na oder, ampak potem glede na to, da to delaš dan za dnem, jaz mislim, da trema res ne more biti več prisotna. No. Kar se pa tiče samega odnosa z mediji, so se pa seveda stvari drastično spremenile. Včasih so mediji iskali novice, včasih so mediji, zdaj govorimo v show biznisu in še vedno to, kar bom rekla, ne velja za vse. Ne, da ne bo slučajno kakšnih osebnih zamer ali pa karkoli, ampak dejstvo je, da včasih so se določeni novinarji res potrudili za to, da so prišli do neke novice, celo paparace so pošiljali za nami, res so jih pošiljali. Veliko zgodb ni bilo izmišljenih, ampak je bilo resničnih. Medtem ko danes pač tega več ni. Danes se mi zdi, da se vse samo še kopira iz družbenih omrežij, tisto, kar pač kot nek izvajalec objaviš, to mediji povzamejo, naredijo svoj lasten zaključek, niti ne preverijo pri tebi zdaj, kako si pa to mislil, ampak pač napišejo to, kako so pač oni razumeli. In to je to, poberajo slike iz neta in to je to. Tako da v bistvu se mi zdi, da včasih je bilo težje, zaradi tega, ker smo mogli hoditi na vse intervjuje osebno, ker smo mogli vse intervjuje avtorizirati, ker smo dejansko res za vsak intervju posebej imeli fotografiranje, ne, je prišel fotograf tej sliku, si mogel zbrati slike in tako. Danes pa pač seveda tega ni več. Danes je pa pač to vse tako platonsko, tako kot je nasploh naše življenje in to je to. Je pa res, da se je v zelo hitrem času to vse skupaj spremenilo. Ne? Ste pa nekako znani postali sami svoj medij, ne? Tako kot si rekla, kar objavite, verjetno tudi veste, da se zna zgodi, da se bo pojavljala. To je res, ampak ta medij ni več pristen, tako kot je bil včasih. Meni to noben ne bo mogel reči, da je to isto, kot je bilo, zaradi tega, ker socialna omrežja so sfejkana. Pika amen. To ne bo mogel noben reči. Jaz ne bom objavila na socialnih omrežjih slike, ker sem sama sebi. Ja ne bom, ne. Objavila bom tisto sliko, ker sem sama sebi prebavljiva, ne. In da sem si okej. Ne bom objavila, da se derem na svoje otroke, pa da ne vem, pa da sem jezna na moža, pa ne. Ampak bom objavila lepe trenutke. Vse po eni strani je fajn, da med sabo širimo to pozitivo, pa te pozitivne odnose, pa to srečo. To je super. Super je, da gledamo drugega srečo. Dokler se zavedamo, da tudi nesreča in žalost in vse to obstaja. Ko pa nekako prestopimo to mejo in ko dejansko pa mislimo in nas ta sreča drugih začne obremenjevati in vsa ta neverjetno lepa zunanjost in vse te razširjene fotke in vsa ta popolnost začne obremenjevati in da probamo potem svoje življenje pripeljati do te popolnosti, takrat smo pa pol v velikem problemu, ker to pa pol več ni naša realnost. Realno stanje so vsa čustva na paleti, ki jih lahko dejansko človek doživi. To je realno stanje vsakega posameznika od nas. Ne? In v bistvu jaz se bolj bojim, mi smo vsi dali ta neka obdobja čez in se mi zdi, da imamo toliko pamet razvito, da vemo, kaj je realnost in kaj je v bistvu pač fejkan oziroma social life. Ampak naši otroci pa tega ne vejo. In jaz mislim, da mi kot starši oziroma mi kot odrasle osebe jih pa moramo vedno znova opominjati na to, da to ni realnost, kar gledajo na družbenih omrežjih. To ni realno stanje, ker če se pa naši otroci, možgani so še nerazviti, spopadajo s tem, da imajo že pri 11 letih, ne vem, preveliko rit, pa da že pri 11 letih niso neke stvari na mestu, kot mislijo, da bi mogle biti. Tle pa pol mislim, da je kar problem. In to je pa bilo tisto, kar so mediji včasih znali razložiti, tle družbeno omrežje pa ne znajo. Zdaj, imaš 2 hčerki, kako jih pripravljaš na ta svet, v katerega ju pošiljaš? Lej, pripravljava jih oba, kakor veva in znava, ne. Jaz recimo, ne vem, midva sva oba ustrajala na tem, da naši otroci nimajo telefonov, moja hči je stara 11 let
starejša, je bila septembra stara 11 let in v bistvu je po svojem 11. rojstnem dnevu dobila svoj prvi telefon. Ima ga recimo omejeno, natanko 1 uro na dan in čisto nič več. Imam starševski nadzor, po 1 uri se ji telefon zaklene in me niti ne vpraša, če ga lahko odklenem. Dejstvo je, da probamo te stvari čim bolj brzdati, kolikor le lahko, čeprav čist ne moreš, zaradi tega, ker pač vseeno otroci morajo biti v toku s časom, ampak recimo, ne vem, jaz 11-letnici ne dovolim, da bi imela TikTok, recimo. Kljub temu, da ga imam sama, kljub temu, da sem tudi sama prisotna na TikToku in vse, ampak jaz osebno mislim, da 11-letnim možganom eni videi, ki jih najdeš na TikToku, ne bojo čist nič dobrega za življenje prinesli. Slej ko prej se bo z tovrstnimi zadevami srečala in ne vem, zakaj bi mogla biti še jaz tisti spodbujevalnik, da te stvari dovolim. Tako kot se bojo otroci slej ko prej srečali z alkoholom, slej ko prej se bojo srečali verjetno tudi s kako drogo in ne bom jaz tista, ki bom to dovolila, ampak jaz bom tista, ki bom to branila in probala razložiti, zakaj to ni dobro. Pol pa ali bojo upoštevali moja navodila ali jih ne bojo, to pa pač seveda odvisno od njih samih. Enostavno pač jaz v tem trenutnem današnjem svetu in današnjem tempu življenja in vse to, kar se dogaja, ne vidim nobene kvalitete. Jaz ne vidim kvalitete med pogovori najstnikov zdaj trenutno, recimo, ker oni se ne pogovarjajo več, oni med sabo snapajo, pišejo si snape in pišejo si bedarije, oni se ne pogovarjajo, živijo kako si. Ker če ti najstnika vprašaš, čuj, kako pa je tvoj prijatelj, ne ve. Je pa sliko tam en šteker, pa mu ga poslal. Jaz v tem ne vidim nobene kvalitete več. Meni je to vse, ne vem, in jaz se bojim, da bi moji otroci tudi takšni postali. Zato probam, mogoče delam za marsikatera starša narobe, ampak probava po svojih najboljših močeh jim vseeno dajati neko vsebino in jih učiti, kaj je v bistvu v življenju res pomembno. Z najboljšim namenom. Ja, med drugim v bistvu tudi odkrivati svet, spoznavati različne kulture in vse to, to so neke stvari, ki se meni osebno zdijo pomembne. V enem izmed intervjujem sem zasledila, da si rada vzameš čas 1 na 1 z vsako od hčerk. Še imate te dni zase? To si vedno vzamemo, vsako poletje. Jaz sem zadnje čase, mogoče zadnjih 5-6 let, odkar imam drugo hčerko, sem polet frej. Moj način življenja je takšen, da enostavno jaz, ko imam 20-urni delovnik, jaz si ne morem privoščiti minute zase, ker pač imam neke projekte, ki jih moram speljati, si pa lahko, hvala Bogu, po letu vzamem 2 meseca frej in ne rabim delati nič. In jaz polet, iskreno povedano, julij, avgust sem z otroki in imam počitnice isto, kot oni. In to mi je tisto, kar me res fila in me res spoznavam svoje otroke na drugačen način. Ne spoznavam jih samo, ker jih vozim iz ene dejavnosti na drugo, pa vmes v avto, kaj se uspemo pogovoriti in to se skrb nič. Se pravi, konec koncev otroci rastejo mimo staršev. In meni je to super, da se jaz lahko vzamem tudi 1 na 1 in enega otroka pustim doma, očetu, drugega otroka pa vzamem in gremo nekam same. Recimo, ne vem, lansko leto, ne boš verjela, ampak sva z mojo mlajšo Sijo, sva bile turistke v Ljubljani. In midve sva šle iz Brežic v Ljubljano, šle sva prvo v Vupa in to malo skakati, pa sva v hotelu prespale, pa sva rentale te skiroje in sva se z skiroji vozile po Ljubljani, jedle palačinke, šle v kino, šle zvečer v Ljubljanici na večerjo. Top so se imele in iskreno povedano sem jaz po 20 letih Ljubljano spoznala in je bilo super. In 2 noči sva prespali v hotelu in v bistvu so bili 3 dni turistke v Ljubljani in nam je bilo super. In Sija zna vedno povedati tako, ne vem, vprašaš, kje si pa kje bila, se vedno spomne, jaz z mamico sem bila v Ljubljani. To se recimo ful spomne, zato ker sem bila 100% fokusirana samo na njo. Sija je bila lansko leto stara šele 5 let, ne, oziroma dobro, lani je bila 5,5 recimo, no. In njej en Dunaj, njej neki nič ne pomeni, kaj dosti. Njej pomenijo trenutki in uživanje za mamico. Medtem ko Šajana, starejša hči, je pa že drugačne. Z njo smo pa že bile, recimo, ne vem, pa smo bile lani na Dunaju, pa smo Dunaj raziskovali, leto smo bile v Londonu. Tako, z njo pa že grem lahko okrog, ker ni
ni tukaj recimo več zahtevna, kot je zahteven mlajši otrok. Ne? Ker se vemo, mlajši, ki je lačen, on ne more potrpeti. Ne? Mlajšega, ki lulat, mora lulat zdaj ta trenutek, ker drugače bo umrla in ne more potrpeti. Ne? Tako da, ja. In je super mi to, res. In otroka spoznam na popolnoma drugačen način in res ima na take frendice, seveda se ve, da sem jaz mama. Tle pri meni ni neke možnosti, ne avtoritete. Ampak ja, mi je fajn. Res Pa že, katera od njih kaže mogoče kakšno to željo po nastopanju? Obe. Ja, obe kažeta željo po nastopanju in ravno letos, ko delam božični šov, spet ta svoj Christmas dinner šov, bosta obe del šova. Med vsemi ostalimi, ki bodo. Sem jim obljubila, ker si to že 1 leto želita in sem obljubila, da bo se na šovu za vsako izmed njiju najdla ena vloga. Je to prvič, da boste sodelovali pri kakšnem od projektov? Ja. Ne, sta že. V bistvu sta že sodelovali, samo vi ne veste, da sta sodelovali, ker jaz svojih otrok javno ne izpostavljam in ne kažem. In vam tudi zdaj ne bom povedala, kje sta sodelovali. Naj ostane skrivno. Ampak sta sodelovali, ja. Zdaj, december bo pester, zdaj je pestro, omenila si, ne moreva mimo predstave, Jamska ženska. Kako je prišlo do tega projekta? Te kar najdejo projekti v življenju, jih sama poiščeš? Najdejo. Mislim, mnoge poiščem sama, da smo si na jasnem, ne. Ampak mnogi projekti me pa najdejo in Jamska ženska me je najdu. Imela sem urnik že tako v osnovi poln, že razdelan, kaj bomo vse počela in potem dobim klic Ranka Babiča, le mi delamo predstavo Jamska ženska in jaz le noter tebe vidim in to je to. In jaz rečem ja. In začnem razmišljati, da nekaj časa mi bo pa to vendarle vzelo, ne, tako da bom mogoče mogla malo kakšen projekt, ki sem si ga zadala, malo manj zategniti, pa kje spustiti in tako. Vmes sem imela še eno potovanje zorganizirano za družino, da bomo šli v Jordanijo še za en teden, na kar jaz dobim tekst. Ne. Kako si se ga lotila? No, in sem prvo, kar sem potovanje odpovedala, ne, ker sem jaz videla 100 strani teksta pred sabo, da ga bi jaz mogla na pamet znati, mi je mrak na oči padel, ne. In sem rekla, jaz sem se nazadnje učila 20 let nazaj, 25 let nazaj sem se nazadnje učila, jaz sem se nazadnje učila na faksu. Jaz se ne znam niti učiti, kako se naj jaz naučim ves ta tekst. In sem se ga šla piflat prvo, ne. In sem videla, da mi pri piflanju nič ne ostane, ne, v glavi, da vse pozabim sproti in da je brezvezano. In pol v bistvu me je Ranko naučil naučiti se, ne, in mi je pomagal, kako se pač tem zadevam streže. Tako sem bila na koncu res zadovoljna, ker se mi zdi, da sem se ga zelo na hitrco sem ga uspela usvojiti. In je tudi on bil presenečen, no, ampak sem dejansko res ustvarila svoj lasten scenarij teksta in zato je zdaj pač to dosta bolj enostavno, kot je bilo. In kaj lahko kot gledalci pričakujemo od te predstave? Je to nekakšno nadaljevanje Jamskega človeka, ki je bil velika? To ni nadaljevanje, ampak je kontra. Mislim, odgovor Jamskemu človeku je to, po mojem mnenju. Jaz sem Jamskega človeka gledala, Uroš First je bil, mislim, da celo prva predstava, ki sem jo jaz kadarkoli v življenju gledala in mi je bil zelo všeč. In še danes se spomnim nekih dialogov, ki jih je on tam imel. Mislim, da sem ga celo 2 ali 3 gledala in mi je bil odličen. In zato tudi sem takoj, ko je Ranko rekel Jamska ženska, sem prvo vprašala, a je to tako, kot je jamski človek? In je rekel on, ja, vseka, ja, to je to. In pa, ko sem dobila tekst, sem v bistvu ugotovila eno stvar. Nekaj mi je dala ta predstava. Naučila sem se, da je povsod isto. Da napisala jo je Američanka, svetovno znana predstava, uspešnica v mnogih državah, ampak vse države opisujejo moje življenje. In najverjetneje tudi tvoje. V bistvu sem ugotovila, da smo vsi v istem zosu in da je vse povsod isto. Samo vsak je v svoj hrib obrjen, drugače smo pa vsi hrib obrjeni, tako ali drugače, pika, amen. In to je neka rdeča nit. Absolutno, in to je poanta tega, kar v bistvu ta predstava je. Vsaka ženska se bo noter najdla, vsaka mati z otroki se bo noter najdla. Je smešna predstava. Ne vem, kaj naj rečem.
v bistvu boste nič novega ne boste zvedeli. To, kar že veste, boste še enkrat slišali. Na malo bolj humoren način, verjetno. Ja, na točno tako, kot je. Na nič bolj humoren. Ampak se v bistvu ne zavedaš, da je življenje tvoje dejansko res humorno. Postavljaš ogledalo. Dokler tega na tretja oseba ne pove. Zdaj omenila si Ranka Babiča, kako pa je z njim sodelovati, je strok? Ne, Se dobro razumete? Mi z Ranko Tom se poznava že celo življenje, se mi zdi. Mi sva že skupaj kursađe delala v Srbiji in tako ful let nazaj. In v bistvu naju vežejo te spomini na Srbijo, ne? In imava neko kemijo med sabo, to prijateljsko. In se zdaj nekaj let v bistvu niti nisva kaj dosti videvala, slišala sva se tu pa tam. Ne moram reči, da sva midva zdaj neke prijateljske trde vezi negovala vsa ta leta, ampak sva bila pa tako kolega recimo, ne, že od nekdaj. In se mi zdi, da sva zdaj tle s tem projektom sam nadaljevala tam, kjer sva v Srbiji ostala. No. V bistvu vmes je minilo nekaj let, ampak midva sva sam nadaljevala to najno prijateljstvo, ker takrat v Srbiji in to sva bila res pobondana, sva bila res taka, skup sva tičala skozi, res sva bila rama, recimo en za druga, ne? Ampak, oziroma opora drug drugemu. Pol sem jaz vmes rodila, on je tudi dobil družino, vse to, no zdaj pa nadaljujeva to oporo naprej, tako da fajn, super je sodelovati z njim, zabavno, on je smešen, Ranko je res smešen in ker on meni določene fore pove, kako jih moram jaz odigrati, je meni to res smešno, ker njega vidim. Njemu pa je smešno, ker mene vidi, ker se trudim. Pa je kaj treme pred premiera prihaja počasi? Ne, zaenkrat jo še ni, bila je že, bila sem, dokler nisem teksta znala, moram priznati, da sem bila v bistvu, se mi zdi, da sem sama sebe tukaj napsihirala, da sem bila kar ena razvalina. Jaz nisem mogla niti na nobeno žurko jeti, niti z nobenim se nisem mogla pogovarjati, niti z nobeno prijateljico nisem šla na kavo, niti, ker sem videla, da imam nek telefonski klic, ki me kličejo, sam kako sem se sploh oglasila nisem, zaradi tega, ker sem bila tako, se mi zdi, da sem 14 dni tako obremenjena sama s sabo in s tem, v kaj sem se jaz spustila in kako bom jaz to speljala, da nisem mogla sploh funkcionirati v zunanjem svetu. No. In zdaj, ki pa so stvari dokaj osvojene, no, zdaj sem se pa začela zabavati, zdaj sem pa začela uživati, lahko rečem. Zdaj pa uživam tudi v najinih vajah, zdaj pa uživam, ker greva na oder, ker se mečem po tleh, uživam, ker se dajem v neke vloge, ki mogoče niso čist moje, uživam v tem, ker mi Ranko reče, umir se, ne bi tak hodre, umir se. Vse te stvari sem začela uživati. Prej sem bila pa sem živčna pa napeta. No. Tako da mi je fajn. Res mi je fajn. Zdaj si človek z res veliko energije, zelo jo izžarevaš, pa se znaš umiriti, imaš te trenutke, kakšne rituale zase, ali si vedno polno v pogonu? Znam, julija, avgust se jaz čisto umirim. Julija, avgust sem jaz ena Rebeka, ki v šlapah hodi okrog z eno figo na glavi in sem pač sam fajn. In to je to in sem čisto umirjena. Od oktobra do decembra se ne morem umiriti. In ne, nimam ritualov. Nimam niti dni zase, nimam. Imam tiste vikende, zdaj vidim, da še ta vikend ne bom imela, mislim, da zdaj s predstavo so mi še dokaj te vikendi odvzeti, mi vse vikende hodimo familiarno vedno od decembra do marca, zdaj zadnja 4 leta smo na smučiščih. No, zdaj vidim, da bojo te vikendi malo pri meni krajšani, ne, tako da bom nekako mogla to kombinirati, ampak bom še vedno, no, takrat se sprostim, recimo, mi je super, ker sem s familijo, ker seveda, ker smučaš, ne možeš druga delati, ker smučati, ne. Tako da to, no, drugače pa, da bi zdaj si neke trenutke zase jemala, si jih ne, zaradi tega, ker vse tisto, kar imam, mislim, jaz imam zdaj svoje urnike razdeljene, poslovni svet, privat svet, ampak privat svet spet ni svet zame, je privat za mojo družino, se pravi kuhanje obrokov za naprej, pripravljanje hrane za naprej, biti taksistka, otroke voziti po gimnastikah, odbojkah, plesnih vajah in tako naprej. Se pravi, ne vem, nakupovanje stvari za šolo, ki jih rabijo, nakupovanje oblek, skratka, je ta del, ne, ni del zame. Tako da trenutno do 31. 12. tako vem, da je to tako, kak pač je. Potem pa malo pauze.
ali pa nekaj malega, ne veliko. Ampak jaz verjamem, da s trenutkom, ko bom jaz začela igrati, bo to drugače. Zaradi tega, ker prvo mi bo ena obremenitev padla, ker bom vedela, da to laufa in da je to dosti bolj, verjetno enostavno. Enostavno ne bo, ampak dosti bolj easy, kot zdaj, dokler še to nisem začela delati. Ne? To je prva stvar. Verjamem, da se mi bo en kamen od srca odvalil. In mi ne bo potem verjetno problem. Jaz bom dopoldne doma in bom mogoče imela jaz mogoče zdaj celo imela več časa, ker sem ga imela do zdaj, ker zdaj sem delala 16 projektov naenkrat, zdaj delam pa samo 2, zdaj delam pa samo predstavo po božični šov. Tako da po moje bom imela več časa, kot sem ga imela do zdaj. Res je, da bom morda kaj dlje spala, ker sem spala do zdaj, glede na to, da bom sred noči prihajala domov. Ampak vse to so stvari, ki sem jih jaz navajena. Ne? To je pač show biznis, ki ga jaz tako živim že čez 20 let. Si navajena tega urnika. Omenila si tudi božični šov. Kaj pa tam lahko pričakujemo? Verjetno so priprave v polnem teku. Imaš rada praznike in ta božični kič? Dejstvo je, da tisti, ki me poznajo, vejo, da jaz sem nora na božička, nora na ta praznični čas. Evo se vidite, knjiga Božiček obstaja, na Laponsko hodim vsak december k božičku, zdaj že 3 leta zapored sodelujem s Kompasom. Jaz imam res rada ta božični čas. No. In tudi familijo sem naučila, da je božični čas res lep čas. Mi našo bajto opremimo v takih ameriških filmih, vse posod, vse blinka, vse je v rdečo, beli, zeleni barvi, na vsakem vogalu se ti jingle bells oglaša. Ne, ni. Za božični čas pri nas res ni minimalizma. In tudi ta male kumi čakajo. Ne? Moja sija ima 3. decembra rojstni dan, ampak ona kumi čaka potem 4. 5. december, da bo lahko začela hišo krasiti. Zaradi tega, ker 1. decembra sem ponovadi krasila, dokler se ni sija rodila. Ampak zdaj pa nočem, da ima čisto vse rojstnodnevne slike. Božične, ne. Tako da zdaj krasimo ponovadi 4. in 5. decembra, krasimo hišo. In tudi letos seveda bomo to vse naredili. In ja, no, rada imam ta božični čas in lansko leto zelo dolgo časa sem si želela, ker v Sloveniji pač tega ni bilo, da bi obstajal en tak, to, kar delajo v tujini, en tak božični šov. Se pravi, same božični komadi, ampak za odrasle, ne za otroke. Vse za otroke je veliko tega, ampak za odrasle, res, ena taka Christmas dinner, sneg, da ti pada, da je res tak spektakel. In lansko leto smo začeli s temi šovi, delali smo jih v Ljubljani, v Nebu. Letos smo se pač odločili, da to nadgradimo. Zaradi tega, ker tam je bil pač prostorske, smo imeli različne omejitve in tam sem se glih prej hecala, z eno sem se pogovarjala, tam je samo začelo snežiti. Zdaj bo pa končno padal sneg. Ja, zaradi tega, ker imamo to v Media centru, v Ljubljani, v veliki dvorani, kjer bo lahko na vse obiskovalce sneg padel, kjer bomo lahko imeli pirotehniko tako, da bo visoko eksplodirala, kjer bomo lahko res konec koncev mene z lufta spustili, če bomo hoteli. Skratka, to so tiste stvari, ki me res totalno filajo in ful sem vesela in zadovoljna in ko mi čakam. Tako da 11. 12. Christmas dinner show, božična večerja. Gre pa za enkratni dogodek, ne? Tako, enkratni dogodek in to je to. Zdaj omenila si tudi potovanja. Lahko bi bila so obdobje, ko smo se lahko, ne vem, oboževalci odpravili na potovanje z Rebeko Dremelj. To še obstaja? Še vedno gre lahko. Evo, na Laponsko. Kako pa je do tega sodelovanja prišlo? Ja, več saj sem imela, ne? Kdaj? Julija je prišlo do tega sodelovanja. Se drugače ne more vmes. Vmes vedno sam cancelam v sebe. Tem, ko pa cajt me pa kdo pokliče s kako dobro idejo in pa spet rečem ja, ne. In tako je prišlo julija, ja, je prišlo do tega sodelovanja. Lansko leto so me Kompasovci povabili in pa smo naredili, ja, imeli smo Islandijo, v bistvu šli smo k Božičku že nekajkrat, letos smo imeli Zanzibar z Rebeko, no, zdaj imamo januarja, imamo spet Zanzibar z Rebeko in Sebastianom, ker je pač lani letos šel Sebastian z mano na Zanzibar, v bistvu je šel z mano kot kolega in malo, da mi bo pomagal, ampak smo videli, da smo tak dober tandem, da moramo to skupaj delati, tako da letos januarja, evo, gremo na Zanzibar z Rebeko in Sebastianom in ja, to je nekaj taga, kar bi jaz mogoče na stara leta delala, ne? To ni zdaj nekaj, kar bi zdaj trenutno sem v bistvu v fazi, kjer mi ta Zanzibar
No, vsi najverjetneje vem, da bo spet fajn in vse super in mogoče mi bo dobrodošel, ker bo malo presekala verjetno to rutino vseh predstav in vseh teh dogodkov, ki se mi bojo odvijali. Ampak na stara leta pa sebe čist vidim v tem, recimo, da bi lahko ekipe ljudi vodila po različne konce sveta. Fajn mi je z ljudmi, ljudje me imajo radi in jaz imam rada svet. Dobitna kombinacija, da ko otrok ne bo doma, ker bo vsaka nekje drugje, ker me bo mož naveličan, da ga doma pustila, pa šla z drugimi. Zakaj pa ne? Letos, ko ste se vračali iz Zanzibarja, pa ste imeli prav posebno dogodivščino s Sebastianom. Po mojem smo vsi malo spremljali na vajenih To se je cela Slovenija smejala. Se je kar zapletlo v vrnitvi. Zapletlo se je, ampak to je čar potovanj. Lej, konec dober, vse dobro. To je dejstvo. Če je konec dober in pri nas je konec bil dober, se zdaj vsi z velikim nasmehom spominjamo in to je tisto, vse to so zgodbe, ki pišejo življenje. Ali ti ne napiše, da je vse popolno, pa vse takih stvari se ne spomniš pol več, pozabiš. Glih to, ker se pa nekaj dogaja, ker je stresno, ker je, ne, in če se na koncu dobro konča, to je tisto, kar nas bo na stara leta zagotovo zabavalo in izpopolnjevalo in bomo z veseljem razlagali. Vsi tisti, ki smo bili tam, bomo z veseljem razlagali, kaj se je pa takrat na Zanzibarju zgodilo. Ker se takrat, ker poti, pa ker vse stvari potekajo brez problema, pozabiš, ne? Tako pa obvladuješ te krize na potovanjih in v življenju? Se soočiš z njimi, narediš paniko? V bistvu sem ugotovila, da zelo dobro in sem bila zelo presenečena in to smo v bistvu za Sebastianom oba ugotavljala in so nama tudi vsi potniki dali potem zaprav. Mi smo potovali 52 ur. Moramo povedati, da to je bila cela ekipa ljudi. Cela ekipa, tako, ekipa ljudi, kompasovih gostov, ki so pač šli z nami na Zanzibar. In mi dva za Sebastianom sva bila nekako zadolžena za te ljudi in kar naenkrat so odpovedali letalo. In dobra stvar tega, da greš z eno turistično agencijo je ta, ker ti turistična agencija potem pomaga urediti neke določene stvari. Ker da pa si ti bil tam v lastni režiji, velikih je bilo v lastni režiji, ki so se potem obrnili na nas in sva midva za Sebastianom in skupaj za turistično agencijo pomagali reševati stvari. Ker drugač bi te ljudje, vam pa povem, da ni bilo naju, pa da ni bilo kompasa zadaj za nama, bi ljudje ostali v Afriki, ker je bila Afrika razpad sistema, čista banana republika, ker niso vedeli, kdo pije, kdo plača, kam bi dali ljudi, oni bi najraje videli, da bi 3 dni vsi ostali na letališču in skratka, ne, potem je tle se Slovenija angažirala in mi in smo bili non-stop na vezi, da smo zorganizirali za te ljudi, da so šli potem nekam spat, da smo prespali, da smo počakali, da smo potem v Dubaju še enkrat prespali in tako. Skratka, potovanje je potekalo ne 52, ker sem prej rekla, ampak 56 ur vse skupaj. Ampak v 56 urah, verjamete ali ne, to je pa ena stvar, ki si midva oba štejeva veliko čast, eden od naših potnikov ni zatežil. Pa so bili mali otroci zraven, pa so bili starejši ljudje zraven, zaradi tega, ker to je pa tisto, kar jaz mislim, da je nama za Sebastianom dal show biznis. Da znamo ljudi nekako gor držati, da jih znamo animirati. Mi smo vse živo delali na letališčih pol, od zumbe plesali do pel, do ni da ni, kar sva se spomnila, da sva te ljudi držala v nekem pozitivnem vzdušju. In na koncu, ko smo se poslovili, nismo v Ljubljani pristali na Dunaju, smo pol pristali tako, da smo mogli še po vsej tej kolobuciji iz Dunaja iti domov z avtobusom, ne? Ampak smo po vsem tem času, ko smo šli, smo se vsi objeli, so nama ploskali in smo vsi dobre volje prišli domov. Utrujeni sicer vsi en bolj kot drug, ne? Seveda, kaj pa boš druga. Ampak dejansko res tudi ene pritožbe ni bilo, res ne. In to mi je bilo tisto, kar sem rekla, ok, če smo to zdržali in če se to nismo pobili med sabo in skregali in se mi zdi, da vse v bolj ekstremni situaciji, kot sem bila, oziroma sva bila, ne moramo biti. Da se ti vse odpove in da celotni sistem odpove. Odpovedal je celotni sistem. To je bil kolaps. V Afriki je bil kolaps. Zakaj pa so odpovedali letalo? Letalo se je pokvarilo. Ampak oni niso imeli druga aviona za nas, ne za nas Slovence, za nas, za cel gate, za ekipo ljudi, ki je letela v Dubaj in v bistvu
res, pravim, če ne bi bilo takrat Kompasa in njih, ki so non-stop na zvezi bili z mano in non-stop Rebeka, da je to, Rebeka, da je to, Rebeka, da je to za tež, Rebeka, da je ta pravica ti pripada, Rebeka, to moraš. Ne, mislim, ker jaz tudi nisem vedela vse, kaj so moje pravice. Ne. Tam pa oni imajo pa in pravnike in vse živo in smo pa sem težili. Ne. Mi dva sta sem težila njim in so pa oni neke stvari nam pomagali zorganizirati. Ne. Tako da res za take ekstremne situacije mislim, da to, da greš za agencijo pravuno, res nujno potrebno. No. Ker vse veš, dokler vse gladko poteka, je vse lepo in prav. Ampak ko ti pa dejansko res v bistvu celotna Afrika, ampak celoten otok Zanzibar doživi kolaps, pa nimaš kaj narediti. Ljudje, delavci po letališču so se skrili, ena z Indije je skoraj, mislim, to je bilo noro res, to so se kregali med sabo, to so se tepli, to so se dejansko res brez pretiravanja, da so se tepli so se. Zaradi tega, ker so hoteli, recimo tudi pri nas, oni so hoteli, če jaz ne bi bila takšen control freak, kot sem bila, oni so hoteli 4-člansko družino, enega poslati na Dunaj, enega v Zagreb, enega v Pariz, enega pa v Benetke. Zdaj sicer kraj se zmišljujem, ker se ne spomnim več. Skratka, kolaps, čisti kolaps, res. Ne? Ampak smo super speljali in to mi je bilo res fajn, da nam je ta show biznis dal to. Ker veš kaj, ti moraš vedeti, toliko let, ki si pol v show biznisu, ne, pa ker v bistvu mi nikoli nismo delali takih nekih velikih koncertov, recimo. Mi smo vedno bili te male grupe, ki smo zabavali ljudi, ne. Ali je to 50-letnica, 60-letnica, ali so to bile diskoteke, ali to. In nam je zmeri največji izziv predstavljal tisti, ki je bil najbolj tečen v publiki, ne. Da še njega zanimira. Ja, najbolj zoprnega človeka sem zmeri imela Tijuš plesu. Ti boš plesu in Tijuš na koncu risku. Ne? In veš, in zdaj smo pač bili v tej situaciji, ker nismo smeli do te zoprnosti prideti. Ne? In je bilo fajn, no, mislim, ne bi več zdaj ponovila teh 56 ur. Kamot gre samo 12 ur mime, ampak so stalo. Urniku, ne? Ja, so stalo, je bilo pa super. No. Je pa tako, kot si rekla, zgodba za stara leta in zgodba s srečnim koncem. Zagotovo zgodba za vse nas, ki smo bili tam. No, tudi mi dve sva počasi prišle k koncu. A že eno uro mime? Ja, skoraj. Imam pa vedno za konec pripravljene za svoje goste 3 časopisne naslove, ki nekako napovejo prihodnost, oziroma jaz poprašam, če bomo o tem lahko kdaj brali. Ok. Potem pa gost pove, ali je možno, da bomo kdaj prebrali tak naslov ali ne. Zdaj prvi je takle. Prej si že namignila, da je možno, da se bo to zgodilo. Rebeka Dremelj odprla svojo turistično agencijo, ljudi vozi na butične destinacije. Prej si rekla, da nastala leta. Možno? Je možno? A sem dobro napovedala? Bravo, to je, mislim, to, če kje možno, je to ziher možno. Kam pa bi mogoče po moje skupaj z Sebastianom. Aha, skupaj z njim. Ja. Kam bi potovala, kamor še nisi? No, so tudi veliko je še držav, kjer nisem potovala. Jaz zdaj pač vsako leto gledam neko destinacijo, da gremo z družino nekam, kjer še nismo bili. Letos se nekako malo spogledujem z Filipini, ampak ne vem, bomo videli, vse je odvisno od letalskih kart in od velikih dejavnikov. Drugač pa, mislim, francoska Polinezija me zelo vleče. Vendar je dejstvo to, da je francoska Polinezija res neverjetno draga, da na nas pade strošek na starše, da moraš 4 karte kupiti. Ne. Če bi vse to, kar sem si jaz zamislila, da bi si želela v francoski, ker če bom šla na francosko, bom šla enkrat, nam šla 15krat, ne. In vse to, kar bi jaz želela videti, je to res neverjetno velik finančni zalogaj za 4 osebe. Tako da sem rekla, čakam. Mogoče pa mogoče pa pridejo letalske karte pocen, kdaj pa. Upam, da dobiš klik. Ja. Drugi naslov je pa takle. Jamska ženska podira rekorde, prihaja 800 ponovitev. Zdaj vemo, jamski človek je bila, mislim, da največkrat uprizorjena monokomedija. Ja. Si upaš podirati ta rekord z jamsko žensko? Kakšni so ne vem, jaz ne bi rada, da to zveni zdaj preveč samozavestno ali karkoli, ampak veš kaj, v show biznisu je vse možno. V show biznisu je možno, da se že marca neha in da ne bom sploh več naslednje leto nastopala. Je pa možno, da imam 800 ponovitev. Vse je možno. Se prepuščaš. Tako da se prepuščam odzivom publike in bomo videli, kaj bojo ljudje rekli. Bomo videli, kaj Ranko rekel.
Ranko je tisti, ki je capo di banda. Jaz sem prvič v podrejenem položaju v svoji dolgoletni karieri. Kako ti to kot kontrol friku Se odgovarja? to malo kontrolira. Še zmeraj, v Ranko vedo, kaj več povedati, ampak drugače se kar dobro počutim. Je kar fajn to, da včasih kako stvar še kdo namesto mene kaj naredi. Da nisi za vse sam. Ja, ja. Pa še tretji naslov, skrite želje Rebeke Dremelj so se uresničile. Imaš kakšno tako željo, ki jo mogoče še nisi uresničila tokom kariere? Ja, tekom kariere. Ja. No, ker drugače sem hotela reči, evo, za 50, ko me bojo lahko peljali na francosko Polinezijo, ne. Namig za prijatelje. To je šele čez 20 let. Ja, čez 20, ja. Mislim, karierno, glej, želja mi je bila igrati, ne. In to zdaj bom. Kar nekaj let sem se nekako spogledovala za to željo, da bi šla da bi tudi na gledaliških odrih imela kako izkušnjo. Imam željo, ja, evo, imam željo božični šov pripeljati do tega, da bi to bil enkrat resen tak, res ogromna dvorana. Že zdaj je ful velika dvorana, ampak ne vem. Stožice. To se ne upam, ampak recimo nek Tivoli se pa upam sanjati, ker se mi zdi, da je dosegljiv za božičnim šovom. Tako, to recimo mi je nekaj takega, kar bi probala morda, ne vem, zdaj, bluzim, ampak bi mi bila to želja, recimo. Bliža se december, želje se lahko uresničujejo in si jih lahko še bolj srčno zaželimo, tako da želim ti, da se ti izpolnijo vse skrite in odkrite. Hvala, ker si prišla, ker si delila vse te zgodbe, misli in upam, da se še kdaj vidimo. Hvala lepa z veseljem in hvala enako seveda, ne. Piši Božičku, jaz nesem pa pismo direkt k njemu. Dogovor. To je bil Šokest, hvala, da ste bili z nami.